Predstavljajte si letalo, ki leti 1 mm nad tlemi in vsakih 25 sekund obkroži Zemljo, pri tem pa prešteje vse travne bilke. Če to pomanjšate do te mere, da se prilega vaši dlani, dobite nekaj enakovrednega sodobnemu trdemu disku, predmetu, ki lahko vsebuje več informacij kot vaša lokalna knjižnica. Kako pa hraniti toliko informacij na tako majhnem prostoru? Središče vsakega trdega diska je skladovnica hitro vrtečih se plošč z bralno-pisalno glavo, ki leti nad vsako od površin. Vsaka plošča je prekrita s prevleko mikroskopskih magnetiziranih konjskih zrn in vaši podatki tam ne živijo v obliki, ki bi jih prepoznali. Namesto tega so zapisani kot magnetni vzorec, ki ga tvorijo skupine teh drobnih zrn. V vsaki skupini znani tudi kot bit imajo vsa zrna magnetizacijo poravnano v eni od dveh možnih stanj, ki ustreza ničlam in enicam. Podatki se na disk zapišejo s pretvorbo bitnih nizov v električni tok, ki ga odvaja elektromagnet. Ta magnet tvori polje, ki je dovolj močno, da spremeni smer magnetizacije konjskih zrn. Ko so informacije enkrat zapisane na disk, pogon uporabi magnetni bralnik, da jih pretvori nazaj v probno obliko, zelo podobno gramofonski igli, ki torej na plošči prevaja glasbo. Toda, kako lahko dobimo toliko informacij iz samo nič ali nič? Tako, da jih damo mnogo skupaj. Naprimer, črko predstavlja 1 bajt ali 8 bitov, vaša povprečna slika pa zavzame več megabajtov. Vsaka od njih pa ima 8 milijonov bitov. Ker mora biti vsak bit zapisan na fizični del diska, venomer iščemo načine za povečanje gostote zapisa na disku, oziroma koliko bitov lahko stisnemo na kvadratni palec. Gostota zapisa modernih trdih diskov je okoliko 600 gigabitov na kvadratni palec, 300 milijonkrat več kot pri IBM prvem disku iz leta 1957. Ta nevredni napredek kapaciteti rezultat le pomanjševanja vsega, ampak je vključevalo številne inovacije. Tehnika, imenovana proces litografije tankega filma, je inženirjem omogočila pomanjševanje bralno-pisalne glave in navkljub svoji velikosti je bralnik bolj občutljiv, z izkoriščanjem novih odkritij na področju magnetnih in kvantnih lastnostnih snovi. Biti so lahko bili tudi bolj zgoščeni, zahvaljujoč matematičnim algoritmom, ki filtrirajo motnje magnetne interference in najdejo najbolj verjetne bitne nize iz vsakega kosa povratnega bralnega signala. Nadzor nad termičnim raztezanjem glave, ki ga omogočimo z grelnikom pod magnetnim zapisovalnikom, je omogočilo lebdenje na manj kot 5 nanometrih nad površino diska, kar je približno širina 2 vej DNK. Zadnjih nekaj desetletij je eksponentna rast kapacitete računalniškega polnilnika in procesorske moči sledila vzorcu, ki ga poznamo kot Moorov zakon, ki je 1975 predvidel, da se bo gostota informacij podvojila na vsaki 2 leti. Vendar pa je pri okoli 100 gigabitih na kvadratni palec nadaljnje pomanjševanje magnetnih zrn ali njihovo še večje tlačenje skupaj predstavljajo novo tveganje, imenovano superparamagnetni učinek. Ko je prostornina magnetnega zrna premajhna, njegovo magnetizacijo zlahka zmoti toplotna energija, ki povzroči, da se biti nenamenoma zamenjajo, kar vodi k izgubi podatkov. Znanstveniki so to omejitev rešili na presenetljivo enostaven način. Se spremembo zapisovanja iz vzdolžne v navpično, kar je omogočilo gostoto zapisa blizu 1 terabita na kvadratni palec. Nedavno se je potencialna meja ponovno zvišala z uporabo toplotnega magnetnega zapisovanja. Ta uporablja še bolj termično stabilen zapisovalni medij, čigar magnetna odpornost se trenutno zniža s segrevanjem določene točke z laserjem in omogočimo zapisanje podatkov. In medtem ko se ti pogoni trenutno v fazi prototipov, imajo znanstveniki v rokavu že nov potencialni trik, medij bitnih vzorcev, na katerem so lokacije bitno različene od določenih nanometrov ploščik. Zahvalimo se torej lahko skupnim prizadevanjem večjih generacij inženirjev, znanstvenikov snovi in kvantnih fizikov, da se to orodje neverjetne moči in natančnosti lahko vrti v naši dlani. Vedno pa ni bilo tako. Eden izmed prvih predhodnikov magnetnih diskov je bil bobnski spomin. To so bili ogromni cilindri, na katere so se informacije zapisovale.
Ti cilindri so imeli bralno-pisalne glave, a so te bile fiksne in so se zato vrteli cilindri sami. Zaradi tega pa so imeli izredno počasne dostopne čase, njihova kapaciteta pa je bila le nekaj kilobitov na cilinder. Nato so se pojavili magnetni trakovi, ki so bili veliko bolj uporabni in se ponekod še vedno uporabljajo za arhive. Je še vedno relativno uporaben in poceni za velike količine podatkov, vendar ima zelo počasne odzivne čase zaradi navijanja traku naprej in nazaj, kar pa za arhiv ni tako zelo pomembno. Za računalniško uporabo pa so bili prepočasni, saj smo takrat imeli že dokaj zmogljive računalnike, ki so jih omejevali ti magnetni traki. Leta 1956 smo dobili prvi magnetni disk, ki ga je izdelalo podjetje IBM. Bil je velik kot celotna soba, imel je pa kapaciteto 5 MB. Čeprav so se trdi diski zmanjševali, še vedno nismo imeli rešitve za poceni in prenosno shrambo. To se je spremenilo leta 1971, ko smo dobili magnetne diskete, floppy drives. Prvi so bili zmožni držati 8 kilobitov, kasneje pa tudi 1,44 MB. Dan danes, torej maja 2017, pa je zgodba čisto drugačna. Največji trdi disk na tržišču, ki je popolnoma delujoč, je trdi disk podjetja Seagate, ki ima kapaciteto 10 TB. Namenjen je predvsem za rabo v strežnikih ali delovnih postajah, kot so zmogljivi računalniki za obdelavo videa in animacij. Zanimivost tega diska je, da je napolnjen s helijem, kar pa omogoča, da je motorček, ki poganja glavo, manj zmogljiv. S tem pa tudi dobimo manjšo energijsko porabo ter manj upora na notranje komponente, saj je helij mnogokrat lažji od zraka in ima manj upora. Podjetje Seagate pa je januarja 2017 potrdilo, da bodo na trg izdali disk s kapaciteto 12 in 16 TB v roku 18 mesecev. Pred sabo imam Toshibin 1 TB disk, ki ne deluje pravilno ter ni več uporaben in varen za uporabo, zato sem se odločil, da ga razstavim in raziščem. Prvo odstranimo vijake, ki povezujejo vezje na glavno ohišje. Prvo odstranimo vezje, ki vsebuje serial ATA oziroma SATA konektor za povezovanje z matrično ploščo, napajalne konektorje, predpomnilnik, ki deluje kot računalniški RAM, ter različne kontrolerje. Pod vezjem vidimo konektorje za napajanje motorčka, ki poganja disk, ter konektorje za bralno-pisalno glavo. Najprej odstranimo vse vijake, ki držijo zgornjo ploščo. Ta varuje vse notranje komponente. Najprej vidimo sijoč disk oziroma ploščo, na katerem so shranjeni vsi podatki. V tem konkretnem disku sta dve takšni plošči, ena na drugim. Najpogosteje so te plošče iz aluminija ali stekla, prekrite z mnogo različnimi snovmi, med njimi tudi ferromagnetni premaz, ki dejansko hrani podatke. Pokrov ima ob celotnem robu zaščitno tesnilo, ki preprečuje vstop praha, vlage in drugih nezaželenih delcev. Tukaj vidimo bralno-pisalne glave, ki se premikajo z izjemno hitrostjo. Zdaj pa si oglejmo ta videoposnetek, le da 40-krat upočasnjen. Glava se je premaknila 22-krat v 1/4 sekunde. V našem disku vidimo te bralno-pisalne glave ter plastični del iz rumene plastike, na katerem glava počiva, ko disk miruje. S tem se glave zavarujejo pred poškodbami, saj so izredno krhke. Glave v mojem disku so kar pošteno uničene, saj so se že ob nežnem premikanju s plastičnim orodjem zvile. Vidimo tudi magnet, ki zavira glave ter napajalne konektorje. V disku pa je tudi poseben filter, ki ulovi vse delce, ki bi lahko poškodovali plošče, ko se vrtijo. Disk deluje tako, da se plošče vrtijo z veliko hitrostjo, pri tem pa se glava pomika gor in dol po disku, s tem pa bere ali zapisuje podatke na plošče. Če odstranimo ploščo, vidimo, kako je njena površina podobna ogledalu.
Na njej vidimo vsak delček prahu in druge umazanije. Te pa skoraj v vsakem primeru uničijo podatke in plošča je neuporabna. Ta disk ima kapaciteto 1 terabajt, v njem pa sta 2 plošči ter 4 glave. Torej vsaka plošča ima kapaciteto 500 gigabajtov, 250 na vsaki strani. Od blizu vidimo, kako izgleda ta majhen filter, ki absorbira umazanije. Tukaj vidimo bralno-pisalne glave, ki pa so zaradi mojega razstavljanja že zelo uničene. Če v glavi vstavim plošči, lahko vidimo, kako so komponente sestavljene v trdem disku. Tako majhna pa je v resnici dejanska glava, ki zapisuje in bere podatke iz plošč. Magneta, ki sta v disku, sta zelo močna neodimska magneta. Zdaj pa lahko vidimo vse razporejene komponente, ki so v disku.